Pozdravljeni! Zopet je na vrsti naš običajni komentar novic, kjer si bomo kot ponavadi ogledali vse tisto, kar se je zanimivega zgodilo v preteklih dneh. Tudi tokrat v tem 13. letošnjem komentarju novic se bomo ustavili pri 4 različnih sklopih. In tudi tokrat, ukolikor vas zanima, kaj piše v citiranih člankih, imate bližnjice do originalov, seveda v samem opisu. A da ne bo tudi ta prispevek preveč dolg in preveč dolgočasen, je najbolje, da se lotimo današnje prve teme. Novica je stara le nekaj ur, kot poroča spletni portal motosport.com. 20. marca je Simone Resta zapustil sfero Ferrarija in se preselil k Mercedesu. V preteklosti smo mnogokrat govorili, kako kader scuderie Ferrari dokaj pogosto prehaja k tovarniški ekipi Mercedes. In kar je meni osebno bolj zanimivo, ponovno se bo vzpostavil par James Ellison-Simone Resta. Onadva sta že sodelovala pri nastanku Ferrarija SF70H, če se spomnite v preteklosti, verjetno najbolj konkurenčnega Ferrarija, ki se je skorajda 2/3 sezone upravičeno enakovredno boril za sam naslov. Seveda ne vemo, kaj bo prinesla prihodnost, ampak ta prestop nam ponovno daje vedeti, da v scuderiji Ferrari obstajajo struje, da Simone Resta ni bil zaželen in da praktično, kot sem mnogokrat poudaril, v očeh nekaterih poznavalcev ima perspektivo, ima talent. Drugače pri Mercedesu ga ne bi kar tako vzeli. In zopet, po mojem videnju, hud udarec za scuderijo. Nekdo je odšel, ampak kakšnih zvenečih prihodov nismo videli. Čeprav Resta je bil odmaknjen na stranski tir, ker ni bil po godu določeni struji, ampak po času se bodo morali nekako prepričati, da pravzaprav ni važno, s kom si prijatelj, važno je, kako dober si. In tega se verjetno pri Mercedesu zavedajo. A mi pojdimo k naši drugi današnji temi. Kot poroča italijanska verzija spletnega portala motosport.com 19. marca, je Sauber v 100-odstotni lasti Audija. Seveda, to je bilo planirano, ampak ne v letu 2024. Izgleda, da so se razmere spremenile, da praktično so morali dobesedno pospešiti odkup. Zakaj nam ni dano vedeti, ampak sam si predstavljam, da švicarska ekipa rabi financiranje, rabi vlaganja, za kar pa prejšnji lastniki niso bili pripravljeni, zato so raje verjetno malce pod ceno prodali preostalek delnic Audiju in se tako znebili težav. In sedaj pri ekipi Volkswagen imajo popoln nadzor tudi nad to švicarsko ekipo. Lahko bi dejali, da v brk vsem tistim teoretikom zarot, ki so trdili, da Audi oziroma skupina Volkswagen z menjavami na samem vrhu v Formulo 1 sploh ne bo vstopila. Vidimo, da pravzaprav resne mednarodne multinacionalke se držijo svojih planov in ne spreminjajo mnenja od dneva do noči.
Kot poroča Race Fans 20. marca, na veliki nagradi Avstralije ni še nujno, da bomo zopet videli Carlosa Sainza mlajšega. Španski voznik je odpotoval v Avstralijo, ampak uradno nimamo še potrditve, da bo na samem štartnem razporedu. Namreč, kot dobro vemo, na veliki nagradi Savdske Arabije je dobesedno bil prisiljen sedež prepustiti Oliju Bermanu. Dobil je vnetje slepiča, ampak takoj po operaciji že naslednji dan bil prisoten v paddocku. A če pogledamo malce nazaj na veliko nagrado Italije v sezoni 2022, je praktično na naslednji veliki nagradi Singapurja tudi Alexander Albon bil ponovno v svojem Williamsu. Ampak takrat so bili 3 tedni vmes ene in druge dirke, tokrat malce manj. Sam verjamem, da bo Sainz prisoten in želim mu čim boljšo dirko, a dokler zadeve niso uradne, dvom ostaja. Mohamed Ben Sulayem se pogostokrat znajde v raznih prispevkih, ki jih objavljam na kanalu Badger's Way. In tokrat se bomo ustavili pri članku, ki je bil objavljen na spletnem portalu italijanske revije Autosprint 20. marca. Govora bo o atestu proge v Las Vegasu. Kot vam je verjetno dobro znano, pred dnevi je na dan prišla polemika, da sam predsednik FIE konec koncev ni bil prevelik entuziast, da se Las Vegaški progi podeli atest, oziroma da je imel kar nekaj pomislekov. Ampak tokrat je Ben Sulayem zgodbo povedal iz rahlo drugačnega zornega kota. Ko je potekel zadnji rok za pripravo proge, ko je bilo potrebno opraviti pregled, dela enostavno niso bila zaključena. In v tistem primeru bi res lahko dejal, oprostite, niste opravili svoje naloge, se vidimo drugo leto. A sam Ben Sulayem je dejal, da pravzaprav je Formula 1, FIA in seveda tudi ekipe na skupni ladji in ne smejo si eden drugemu nagajati. In ukolikor se ladja potaplja, jo morajo vsi reševati. Zato je s tehniki nekako počakal, da so Američani opravili vsa dela in nato podelil tisto dovoljenje za samo izvedbo velike nagrade. A tu je treba dodati tisto, kar mi navdušenci dobro pomnimo, da proga v resnici ni bila 100% nared. Spomnimo se, kaj se je zgodilo Carlosu Sainzu mlajšemu, ko je zapeljal čez tisti sedaj že znameniti jašek. Ta ni bil postavljen skladno s standardi in nesreča je bila neizbežna. Toliko o tem, kako je bilo potrebno izdati atest in kako so nekateri opravili pregled. Iz vidika same FIE je verjetno Ben Sulayem tu zgrešil, ker je bil preveč popustljiv. Vsaj tak je moj osebni pogled na zadevo. A seveda moje videnje in moje mnenje, kar se tiče današnjega komentarja novic, je pa seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.